Pozdravljeni! Danes bomo skupaj skušali ugotoviti, kako lahko McLaren pomaga Landu Norrisu osvojiti naslov svetovnega prvaka, seveda v duhu toliko opevanih papaja pravil. Že na prihajajoči dirki za veliko nagrado Azerbajdžana bi lahko pri McLarenu tudi matematično postali svetovni prvaki med konstruktorji za sezono 2025. Po nekaterih izračunih je dovolj, da dosežejo 9 točk več kot scuderia Ferrari. In poenostavljeno povedano, če bi dosegli dvojno zmago, bi avtomatsko izničili vse druge možne kombinacije. Ampak, če McLaren ne bo konstruktorski svetovni prvak v letošnji sezoni na ulicah Bakuja, in bo to verjetno uspelo na naslednji dirki na veliki nagradi Singapurja, kar konec koncev ne spremeni absolutno nič. Odprt torej ostaja boj med vozniki, ker pa imamo dva glavna konkurenta. Oba sta sicer člana ekipe McLaren in govorimo o Oskarju Piastriju in Landu Norrisu. Čeprav v McLarenu veljajo toliko opevana papaja pravila, smo opazili, da v mnogih situacijah dobiva rahlo prednost Lando Norris. Čeprav, vsaj po mojem osebnem videnju, je dosti bolj konsistenten, tudi hitrejši Oskar Piastri. In Oskar Piastri ima sedaj 31 točk prednosti. In kaj to pomeni? Je to dovolj do konca letošnje sezone? Morda. Namreč, če razdelimo to prednost na 8 dirkaških vikendov, bomo takoj dobili v povprečju rahlo čudno številko, torej 3,875 točk. Če zadeve rahlo zaokrožimo navzgor, kajti imamo tudi sprinte še do konca sezone, bi lahko dejali, da mora Lando Norris nadoknaditi na dirkaški vikend, reci in piši, 4 točke v primerjavi z Oskarjem Piastrijem. A ne smemo tu pozabiti, da mora Lando Norris doseči 4 točke več kot Oskar Piastri in ne samo 4 točke. Sistem točkovanja v Formuli 1 je rahlo bizaren. Namreč razlike med posameznimi mesti niso linearne. Na primer, med prvim in drugim imamo kar 7 točk razlike. Nato se ta zmanjša na 3 med drugim in tretjim ter tretjim in četrtim. Nato, ko gremo po lestvici navzdol, je razlika med posameznimi mesti le 2 točki in na koncu samo 1. Tudi na sprintu med posameznimi mesti je samo 1 točka razlike. In torej lahko vidimo, da Lando Norris bo imel presneto mnogo dela z Oskarjem Piastrijem, kolikor si želi nadoknaditi dokaj velik zaostanek. Konec koncev ne smemo mimo dejstva, da na teh 8 dirkaških vikendih se lahko zgodi karkoli. Govorimo lahko o odstopih, o tehničnih težavah, o trkih in seveda še marsičem drugim nepredvidljivim. A ne smemo biti tako črnogledi. Namreč nesreče so nekaj, kar vsaj po pravilih ne moremo napovedati in konec koncev tudi tehnične okvare spadajo v isto kategorijo.
Zato upam, da pri Mclarenu ne računajo na takšne scenarije, vkolikor res želijo pomagati Landu Norrisu. Ampak kako je možno, da pri Mclarenu toliko stavijo na voznika, ki je z njimi že 7. sezono, če me spomin ne vara? Oscar Piastri je seveda produkt vozniške šole Alpina in je prestopil v Mclaren praktično po spletu okoliščin, medtem ko Lando Norris je zastopal barve ekipe iz Wokinga tudi v nižjih kategorijah, kjer ni bil zmeraj blesteč. Na primer, v Formuli 2 je gladko premagal nek George Russell in ne smemo pozabiti, da njegov oče je bogato plačal, da je Lando Norris postal testni razvojni voznik ekipe Formule 1. Po intervjujih, po potrjenih izjavah naj bi šlo celo za 40 milijonov funtov. Bajna usoda. In oče Oscarja Piastrija zagotovo ni tako premožen, da bi si lahko kaj takega privoščil. Piastri ni bogat, ampak je hiter. In sedaj se lahko za trenutek ustavimo in začnemo razmišljati. Namreč lahko sklepamo, da je Lando Norris sedaj v takšnem položaju, da pravzaprav mora začeti vsak dirkaški vikend dobesedno na zmago. Namreč le zmaga mu daje toliko točk, da tudi če Oscar Piastri pride drugi, je to dovolj. Namreč 7 točk je večja razlika od tistega, kar matematično rabi. Ampak po drugi strani, če bi bil Norris drugi in Piastri tretji, je razlika dovolj majhna, da pravzaprav Piastriju bi na koncu ostalo še prgišče točk prednosti. In torej, če vzamemo v zakup, da je Lando Norris malce bolj priljubljen pri Mclarenu, kaj bi lahko naredili? Lahko bi naredili marsikaj, kar pa zagotovo ne bi bilo v skladu s tistimi pravili, ki jih zagovarjajo. Na primer, po čudežu bi lahko imel Oscar Piastri čudne, nerazumljive strategije in tudi postanki pri njemu bi lahko bili bizarno dolgi. Namreč ne smemo pozabiti, da Landu Norrisu v boju za naslov svetovnega prvaka lahko pomagajo tudi njegovi nasprotniki, s tem, da se uvrščajo med njega in samega Piastrija. In tako povečajo tisto razliko v samih točkah, ki jih Lando Norris tako krvavo potrebuje. Ampak tu smo še pred enim velikim dvomom. Smo prepričani, da lahko Lando Norris konča vsako dirko do konca sezone pred Oscarjem Piastrijem? Možno sicer je, verjetno pa bistveno manj. Zato se lahko začnemo spraševati, ali bomo gledali morda celo podoben scenarij kot tisti, ki smo mu bili priča v sezoni 2016. Takrat, tudi če je Lewis Hamilton zmagal vse dirke, je bilo dovolj Nico Rosbergu na cilj priti kot drugi. Seveda, bodimo iskreni. Oscar Piastri je bistveno lažje neposredno takoj za Landom Norrisom, kot da Lando Norris zmaga vse dirke. In to bi morda peljalo v neko smer, kjer bomo mi navdušenci priča dobesedno taktiziranju in verjetno marsikdo bi si želel več boja, večjega spopada in seveda bolj aktivne udeležbe vseh, ki si na koncu želijo postati svetovni prvak. Ampak, če bi si Oscar Piastri izbral takšno rešitev problema, bi v mojih očeh njegova vrednost še zrasla. Namreč
Pri McLarenu so se odločili podpirati voznika, ki je enostavno počasnejši. Namesto da bi sile in resurse usmerili k onemu, ki je hitrejši, bolj konsistenten, ki dela manj napak, je skratka boljši. Zakaj sicer ne vem, lahko sumim, ampak verjetno je vsakdo razumel, v kateri smeri verjetno razmišljajo tudi vodilni. Ampak v vsakem primeru bi rad poudaril še nekaj bizarnega, kar je mene presenetilo. Na veliki nagradi Italije je bilo moč slišati, da je moral Piastri vrniti mesto Norrisu, ker ta ni bil kriv zaradi nerodnega postanka, ki so ga zakuhali pri sami ekipi, pri McLarenu. In mnogi izmed vas bi lahko razmišljali v podobni smeri. Res, Norris ni bil odgovoren za počasnejši postanek. Ampak če poštenost velja do svojega moštvenega kolege, s katerim si slučajno v borbi za naslov svetovnega prvaka, ali ne bi smelo podobno veljati tudi za druge voznike? Ampak spomnimo se velike nagrade Miamija v sezoni 2024, kjer se je Lando Norris dobesedno okoristil s tistim varnostnim avtomobilom, ki je v pravem trenutku prišel na progo. Takrat ni nihče niti pomislil, da bi Norris vrnil položaj Verstappenu, ker ga je dobil na nepošten način, ker Max ni bil kriv, da so ga prezgodaj poklicali na menjavo. Ampak verjamem, da poštenost velja samo v določenih primerih, v določenih scenarijih. Pri McLarenu posebej takrat, ko se z njimi lahko malček okoristi Lando Norris. Priznam, da v spremljanju dirk svetovnega prvenstva Formule 1 skušam biti čim bolj nevtralen. Ampak, ko vidim takšne igrice, ki se meni osebno zdijo celo malce podle, dobiva tisti, ki je oškodovan, malček več mojih simpatij. In v tem primeru je seveda zadeva jasna. Upam pa, da bo Oscar Piastri ohranil svojo hladno kri in da bo ob prvi priložnosti, ki se mu bo ponudila, prehitel Landa Norrisa in razliko še povečal. Ter tako dal, na primer, ekipi nove težave, nove probleme za rešiti. Ukolikor se bodo pa dogajale čudne okvare in bizarne strategije, bomo vsi mi vedeli, pri čem smo. In McLaren bo izgubil. Ne toliko na progi, kot med tistim, kar v resnici najbolj šteje. Med nami, med navdušenci. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.